Letnica izgradnje odlagališča je odvisna od pridobitve gradbenega dovoljenja, poudarja državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor. Zdaj smo v postopku pridobitev vseh teh dovoljenj. Državni prostorski načrt je bil sprejet. Sedaj moramo pridobiti še ostala soglasja in dovoljenja, potem pa glede na finančne zmožnosti in potrebe pa izgradnja naprej. Odlagališče želijo zgraditi optimalno, tako z finančnega kot časovnega vidika, upoštevati pa je treba tudi dinamiko in ustvarjanje odpadkov glede na proizvodnjo električne energije iz jedrske toplote, dodaja. To je pač odvisno tudi, koliko hitro bo potreba iz nuklearke, da se te odpadki odlagajo, da se dokončno odlagajo in istočasno, da dorečemo, na kakšen način bomo to shranjevali in kako bomo tudi to zgradili. Na ravni Slovenije še ni izoblikovanega poenotenega koncepta, kako dalje, zato v nuklearki pristojne pozivajo, da naj v zvezi z odlagališčem postavijo na papir koncept, kako bomo nastopali znotraj Slovenije, do upravnih organov, kako bomo nastopali do hrvaške strani v meddržavnih odnosih in da se potem po tem konceptu intenzivno in dinamično in jasno dela po neki časovnici in da bomo vsi govorili isti jezik in zastopali ista stališča. Izgradnja odlagališča naj bi sicer skupaj z ostalimi stroški stala 130 milijonov evrov. 80% bo prispeval sklad za razgraditev NEK, 20% pa bo šlo iz državnega proračuna.